Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji medobčinskega nogometa. Pred nami je tekma 8. kroga v prvi MNZ Maribor, sliko pa se javljamo iz Črne na Koroški, kjer bo domača Peca gostila Radlje. Na teh koroških derbijih je vedno znova zelo zanimivo, zgodi se lahko praktično vse. Tako eni kot drugi so zagotovo zelo motivirani, željni dokazovanja na tem obračunu. Kar se pa tiče stanja na lestvici, pa je položaj trenutno bolj udoben za domačine, ki se nahajajo na 6. mestu in so pri 10 osvojenih točkah. Radeljčani pa so trenutno v spodnjem delu lestvice na 11. mestu in pri 6 točkah, a v primeru zmage gostov se le-ti Peci približajo zgolj na 1 točko zaostanka. To je še en podatek, ki temu obračunu doda še nek dodaten čar, dodaten naboj. Medtem že pozdrav obojnih nogometašev, navijačem, ki se jih je zbralo kar nekaj tukaj v športnem parku v Črni na Koroškem. Preletimo še obe začetni postavi. Pri domačih v vratih Lopatni, v obrambi z leve proti desni Leniči, Aliti, Plaznik ter Hovnik. Zadnja zvezna nogometaša sta Celner ter Gabrovec, pred njima trojec Obretan, Hercog ter Vezovnik. Najbliže nasprotnikovim vratom pa tekmo pričenja Pavličič. Trener domače ekipe je Aleš Klarič, pri gostih iz Radelj pa v vratih Vergles, v obrambi z leve proti desni Salihovič, Žiga Kus, ki je tudi kapetan moštva, Aplinc ter Repnik. Zadnji zvezni nogometaš je Matic Kus, pred njim pa dvojec Grešovnik ter Korbar. V napadu pa Radeljčani pričenjajo s 3 nogometaši, to so Bijol, Korošak ter Izak. Trener zasedbe Radelj pa je Bojan Kus. Dolžan sem vam še sodnike tega obračuna. Glavni delilec pravice bo Matic Kordeš, njegova pomočnika pa Mitja Jankej in Joži Močivnik, delegat tekme pa Jure Zalar. Sredine igrišča bodo krenili nogometaši Pece, ki bodo ta dvoboj odigrali v svojih tradicionalnih črno-belih barvah, na drugi strani pa Radlje v svoji tradicionalni rdeči barvi. Celner na desno stran, ker je Hovnik. Še vedno Hovnik vrača proti Alitiju. Najvišji v skoku Salihovič. Takrat Celner. Znova Vezovnik. Prekršek Hercoga nad Salihovičem. Neugoden udarec je v tej situaciji prejel Salihovič. Prosti strel za Radlje, izvajalec pa številko 23 Aplinc. Takoj v zvezno vrsto, kjer je Matic Kus, ta žogo vrača proti Žigi Kusu. Nov out za Radlje. Tokrat neuspešni pri kombinaciji gostujoči nogometaši in out bo pripadel Peci, izvajalec pa bo številko 11 Leniči. Korbar, še vedno pri žogi Korbar. Mešal se je Vezovnik, še vedno Vezovnik. Vezovnik spodaja prostor proti Hovniku. Dovolj hiter Aplinc, lepo vratar. Spodaja proti Salihoviču, vendarle so Radeljčani hitro zapravili posest. V teh trenutkih gostje visoko pritiskajo na nogometaše Pece. Lepa podaja sedaj proti Bijolu. Bijol s povratno podajo proti Maticu Kusu. Ta je sprožil visoko čez vrata domačega vratarja. Prva nevarnejša situacija na tem obračunu. V počasnem posnetku lahko vidimo tole akcijo gostujoče zasedbe. Lepo je tukaj
S podajo zaposlil Matica Kusa, ki pa je na koncu pri zaključku bil nekoliko nezbran. Oster štart sedaj Korošaka. S prekrškom je Korošak ustavljal Plaznika. Teče 3. minuta obračuna, opozorilo sedaj za gostujočega napadalca, ki jasno s takšnimi štarti si bo kar hitro priigral najmanj rumen karton. Prosti strel pa bo za domače izvedel Leniči. Leniči takoj spodajal napad proti Pavličiču. Korbar tokrat uspešnejši od Selnerja. Korbar spodajal proti Salihoviču. Nekoliko prehitra je bila ta podaja za levega bočnega nogometaša Radelj. Celner vrača proti Hovniku. Hovnik že spodaja proti Pavličiču, še vedno Pavličič. Hovnik se je vključil v napad. Vezovnik in Hovnik z dvojno podajo. Dovolj pozoren na vse skupaj gostujoči nogometaši. Bijol se je dobro vrnil v obrambo, a vendarle na koncu out za Črnjane. Znova je zavta Hovnik. Slabo je na koncu žogo sprejel Gabrovec. Vezovnik je sedaj visoko pritisnil na Aplinca. Mirno so vse skupaj razrešili Radeljčani, pri žogi pa Žiga Kus. Nov out za Radlje, hitro so ga izvedli gostje. Pri žogi Izak, še enkrat več hitro zapravljena posest in nov prekršek Radeljčanov. Znova jo je skupil kapetan domačih Plaznik. Na zadnjih 5 prvenstvenih obračunih, oziroma skupno, kot že rečeno, so nogometaši Pece v tej sezoni vknjižili 4 remije, 2 zmagi in pa 1 poraz, 10 osvojenih točk. Na drugi strani pa Radlje pri 2 zmagah ter 5 porazih, brez neodločenega rezultata še zaenkrat v taboru gostov. Celner najvišji v skoku, mirno so Radeljčani žogo prepustili v out, izvajalec pa bo številko 10 Salihovič. Salihovič s podajo proti Aplincu, ta do Žige Kusa. Aplinc v zvezdno vrsto, kjer je Matic Kus. Matic Kus proti Korbarju. Še vedno posesti Korbar, ta žogo vrača proti Aplincu. Aplinc z diagonalno podajo na desno stran, lepo so sedaj to odigrali gostje. Na mestu pa obramba domačih, prekršek med tem nad Obretanom. Prosti strel za Peco, zaenkrat razen tistega strela Matica Kusa, brez kakšnih večjih priložnosti na tem obračunu. Hovnik je z diagonalno podajo iskal Pavličiča. Korbar, Salihovič mirno vrača proti Aplincu, še vedno posesti Aplinc. Žiga Kus. Plaznik sedaj vse skupaj mirno razrešuje, gol out za Lopatnega. Hitro so vse skupaj izvedli pri Peci. Celner vrača Plazniku, ta znova do Celnerja. Celner na kratko proti Alitiju. Še vedno posesti Aliti, ta v zvezdno vrsto, kjer je Vezovnik. Celner, znova Vezovnik, iskal je Hovnika, nekoliko
Preslaba podaja na koncu Vezovnika, znova out za Radlje, izvajalec pa še enkrat več Salihovič, ta vrača proti Aplincu. Žiga Kus. Žiga Kus s povratno podajo proti Aplincu. Salihovič. No, on je pritisnil Vezovnik. Diagonalna podaja na desno stran, kjer je Izak. Izak je iskal Matica Kusa. Iz avta Repnik. Na mestu Celner, slabše izbijanje Celnerja. Še vedno v posesti gostujoča zasedba, na koncu strel Grešovnika brez nevarnosti za domačega vratarja, ki žogo med tem že pošilja do Plaznika. Če lahko v počasnem posnetku gledamo ta poizkus Radelj. Vse skupaj so prestregli gostje, hitro so sedaj krenili v protinapad. Lepa podaja prostor proti Biolu, nekoliko prehitra, vendarle Radeljčani zaenkrat prevladujejo na igrišču, so nekako nevarnejši, bi lahko rekli. Aliti znova na kratko proti Celnerju. Vezovnik, še vedno Vezovnik v preigravanju. Celner prednost je pustil glavni sodnik, na koncu pa se vendarle oglasil in dosodil prekršek nad Vezovnikom. Celner mirno vrača kapetanu Plazniku. Plaznik takoj spodaja na levo stran, kjer je v preigravanju Obretan, še vedno Obretan v samostojni akciji. Prekršek je sedaj zahteval domači nogometaš. Glavni sodnik se s tem ni strinjal, izbili so v taboru Radelj. Znova pa v posesti Peca, Aliti na desno proti Hovniku. Še vedno Hovnik vrača Alitiju. Plaznik proti Obretanu. Še vedno Obretan, Leniči. Leniči proti Hercogu. Ta je s povratno podajo iskal Leničija, na mestu je bil tokrat Izak. Iz avta bo za domače sedaj žogo v igrišče poslal Leniči. Znova dobro v obrambi gostje, a nov avt bo to za Črnjane. Izvajalec Leniči, še enkrat več. Obretan, še vedno Obretan, vrača Celnerju. Celner v zvezdno vrsto, kjer je Vezovnik. Še vedno Vezovnik. Vezovnik sedaj uspešno zadržuje žogo v svoji poseci, na koncu so vendarle uspeli Radeljčani Vezovniku odvzeti žogo. Mirno Salihovič vrača Aplincu. Še vedno Aplinc, ta znova do Salihoviča. Znova Aplinc. Pravočasno je Grešovnik žogo znova vrnil Aplincu. Korbar, še vedno Korbar. Korbar je krenil. Spodajo lepo našo Biola, ta na levo stran podaljšal proti Salihoviču, ki se je vključil v napad. Salihovič s predložkom pred vrata. Najvišji v skoku pa Lopatni. V počasnem posnetku Novič ta situacija, ta poizkus Radelj, še enkrat lahko vidimo predložek Salihoviča, mirno pa je vse skupaj razrešil vratar Pece. Iz avta bo metal Repnik. Še vedno Repnik v napad proti Korošaku. Ta je iskal Grešovnika. Prednost pušča glavni sodnik Obretan. Obretan je lepo videl tekajočega Hovnika, dovolj hiter Hovnik. Hovnik s predložkom Aplinc najvišji. Obretan vrača proti Alitiju. Vezovnik.
Vezovnik s podajo na levo stran, kjer se je odkrival Hercog. Out za Radlje. Izvajalec bo številko 13 Repnik. Celner je podaljšal, lepo se obrnil Obretan, še vedno posesti Obretan. Brez prekrška sedaj nad domačim napadalcem. Salihović vrača proti kapetanu Žigi Kusu. Aplinc. Matic Kus. Ta proti Žigi Kusu. Na mestu Leniči, vendarle z izbijanjem na koncu Žiga Kus. Oba nogometaša, tako Biol kot Aliti, sta slabo ocenila let te žoge. Biol je na koncu vendarle prišel do posestja, še enkrat več so nogometaši Pece z obrambnimi reakcijami vse skupaj dobro razrešili. Out znova za domačo ekipo, izvajalec pa bo številko 23 Hovnik. Hovnik spodaja proti Celnerju, znova Hovnik. Videl je Pavličiča, še vedno Pavličič, lepo je Pavličič žogo odložil proti Gabrovcu, Gabrovec, Hercog, znova Celner. Ta pa z nekoliko prehitro podaja proti Leničiju, out znova za Radlje. Iz avta bo sedaj metal Repnik. V samostojni akciji je bil Korošak, na mestu še enkrat več Leniči, nov met iz avta, tokrat za Peco. V tej sezoni je v dresu domačih največ zadetkov dosegel Rok Pavličič, 3, skupno so pa dosegli pri Peci 12 zadetkov, po enega so na to dodali še Aliti, Ameršek, Gostenčnik, Hercog, Obretan, Piko, Plaznik, Uršnik ter Vezovnik. Kar se pa tiče rumenih kartonov, pa najuspešnejša Vedat Aliti ter oziroma Stanislav Gostenčnik 4 kartoni, rumenimi seveda, po 3 sta prejela Vedat Aliti ter Tadej Ameršek. Na tretjem mestu s po 2 pa Leniči ter Matic Obretan. Skupno so pri Peci prejeli že kar 21 rumenih in en rdeč karton, le tega je prejel Aliti. Medtem nov prekršek prosti strel je hitro izvedel kapetan domačega moštva, previsoka podaja za vse napadalce. Še enkrat več so pri Peci hitro zapravili posest. Matic Kus proti Biol. Biol vrača do Aplinca, še vedno Biol, vse nazaj do vratarja Verglesa. Aliti, pametno je sedaj vse skupaj prebral Matic Kus. V težavah je sedaj Hovnik, pravočasno jih razrešil s povratno podajo proti Alitiju. Lepo Vezovnik, Celner, Obretan, prekršek nad Obretanom je storil Grešovnik. Prosti strel je medtem že izvedel Hovnik z diagonalno podajo na levo stran proti Leničiju, ki si ni najbolje ustavil te podaje. Pavličič še na koncu bil uspešen, še vedno Pavličič v preigravanju. Pavličič s podajo proti oddaljenejši vratnici, žoga je medtem zapustila igrišče in gol out za gostujočega vratarja Verglesa.
Še enkrat si lahko po častnem posnetku pogledamo prvotno to preigravanje Pavličiča, na to pa nekoliko preslabo podajo proti oddaljenejši vratnici, kjer se odkriva vezovnik. Matic Kus. Izbija Plaznik. Žoga ostaja v igrišču. Najvišji Grešovnik, a žoga je prišla do domače ekipe. Celner. Celner vrača proti Leničiju. Visok pritisk gostov se tokrat izplačal in prišli so do avta Radeljčani, izvajalec pa številko 13 Repnik. V preigravanju številko 21 Izak. Še en met iz avta za goste. Znova bo izvajalec številko 13 Repnik. Korošak, uspešnejši Plaznik, ki je priboril avt svoje ekipi. Pri Radljah pa je v tej sezoni, oziroma sta v tej sezoni najboljša strelca z 2 zadetkoma Igor Korošak ter Adnan Salihović. Po enega so dodali Andraž Bijol, Alen Hedl, Žiga Kus ter Robert Moser. Skupno so pri gostih zaenkrat dosegli 8 zadetkov. Hitra izvedba avta, podaja proti Korošaku na mesto Leniči, ki je žogo pametno nastreljal v Korošaka in tako priboril avt Peci. Iz avta Leniči proti Plazniku, tako na kratko do Alitija. Hovnik znova vrača do Alitija. Plaznik z diagonalno podajo proti vezovniku, nekoliko prehitra je bila ta podaja za slednjega. Iz avta Salihović. Korošak, še enkrat se je omešal Obretan. Prednost pušča glavni sodnik pri žogi Matic Kus. Ta na desno stran, kjer je Repnik. Repnik je iskal Izaka, prebral je to namero Leniči. Pavličič znova proti Leničiju. Prednost je prvotno pustil glavni sodnik, kar 2 prekrška so storili sedaj domači nogometaši. V počasnem posnetku še lahko enkrat več vidimo ta 2 prekrška. Prosti strel bo izvedel Žiga Kus. Žiga Kus je iskal Bijola, najvišji v skoku pa Aliti in prvi udarec iz kota na obračunu pripadal bo Radljam. Izvajalec številko 11 Korbar. Korbar z dobro podajo pred vrata, kjer je bil na koncu najvišji Plaznik. Z roba kazenskega prostora je zvoljen na koncu poizkusil Repnik oziroma Izak in žoga je zgrešila cilj. Še enkrat več lahko to situacijo vidimo v počasnem posnetku. Ta nesrečen poizkus Izaka. Hovnik je iskal Obretana. Celner uspešnejši od Grešovnika. Aliti proti Celnerju.
Še vedno Celner vrača do Plaznika, ta pa žogo vse nazaj do Lopatnega. Znova Plaznik, na desno, kjer je Aliti. Vezovnik, izbil je Gabrovec. Napako si je sedaj privoščil Matic Kus, Celner, Pavličič, preslaba podaja na koncu Celnerja. Korbar proti Grešovniku, umešal se Leniči. Iz avta je žogo v igro poslal Repnik, vse nazaj do Žige Kusa, ta je podaljšal proti Aplincu. Salihovič. Previsoka podaja je bila to za Izaka. Žiga Kus vrača proti Aplincu, ta znova do Žige Kusa. Še vedno Žiga Kus. Salihovič je iskal Biola. Umešal se je Hovnik, atraktivno sedaj Obretan. Še vedno Obretan z dobro podajo na rob kazenskega prostora, kjer je strelom ta protinapad PC zaključil Gabrovec. Prvi resnejši poizkus tudi domačih. Še enkrat smo lahko videli ta prodor Obretana, ki se je dobro znašel in s povratno podajo zaposlil Gabrovca, ki pa je sprožil visoko čez vrata Verglesa. Hovnik je preigral Biola, še vedno Hovnik proti Pavličiču. Še vedno Pavličič je lepo našel Obretana. Dobro je na Obretana sedaj pazil Salihovič, ki pa je še pravočasno, bi lahko rekli, žogo poslal v out. Hovnik je sedaj neugodno nastreljal Korbarja. Iz avta bo žogo v igro poslal Hovnik. Hovnik proti Obretanu, Obretan še vedno kot za domače prvi na tem srečanju. Izvajalec bo številko 10 Obretan. Obretan proti oddaljenejši vratnici, najvišji skok v gostje. Korošak je na koncu žogo poslal iz igrišča in to bo drugi udarec iz kota za domače. Znova bo jasni izvajalec številko 10 Obretan. Novič proti oddaljenejši vratnici, kjer je bil najvišji v skoku Pavličič, a žoge ni najbolje zadev, tako da brez večje nevarnosti za Verglesa. Vergles takoj na kratko proti Žigi Kusu, ta na desno stran do Repnika. Repnik znova vrača proti Žigi Kusu. Korbar. Dovolj hiter Aplinc. Žiga Kus z visoko podajo napad proti Biolu, Aliti najvišji.
Izbija Leniči. Aplinc pa je žogo enostavno poslal out, izvajalec pa znova v taboru domačih številko 23 Hovnik. Še vedno Hovnik, lepo proti Obretanu. V samostojni akciji Obretan, na koncu prekršek Aplinca, ki bo, kot vse kaže, za ta štart prijel rumen karton, prvi na tem dvoboju. Številko 23 si ga je s tem prekrškom zaslužil Aplinc. Še enkrat lahko vidimo to zaustavljanje Aplinca, ki je z roko preprečil prodor Obretana. Prosti strel pa bo sedaj za domače izvedel Hovnik. Z dokaj udobnega položaja ta prosti strel bomo videli, ali lahko pri Peci prvič resneje danes ogrozijo vrata Radelj iz standardnega položaja. Na koncu vendarle izvajalec, kapetan Plaznik, ki se je odločil za strel, v bloku pa živi zid Radeljčanov. Najvišji v skoku Žiga Kus. Leniči z velike razdalje, kakšen zadetek je sedaj dosegel Leniči, 1-0, vodstvo Pece, sijajen gol je bil to številko 11 Leničija, ki je s tem strelom z velike razdalje zagotovo presenetil vse na igrišču, prav tako vratarja Verglesa, in res sijajen zadetek Leničija. Še enkrat več si poglejmo ta strel, zares velike razdalje je sprožil Leniči, sijajno in prednost Pece v 30. minuti, strelec pa Leniči. Lopatni na levo stran proti Leničiju. Še vedno Leniči. Na levi strani je bil v napadu Hercog. Iz avta Leniči, še vedno Leniči. Dobro je prebral namero levega bočnega nogometaša, sedaj kapetan Žiga Kus. Celner, od Celnerja uspešnejši Matic Kus. Grešovnik vrača s podajo proti Aplincu. Korošak na mestu Leniči. Lepo sedaj Plaznik znova proti Leničiju. Pravočasno se je obrambo sedaj vrnil Grešovnik in onemogočil poizkus hitrega protinapada domačemu moštvu. Največ zadetkov v letošnji sezoni prve lige MNZ Maribor pa je dosegel nogometaš Malečnika Vito Gorza, ki se je podpisal že kar pod 14 zadetkov. Res v izjemni formi je ta nogometaš. Sedmimi sledi Žan Kovačič z Miklavža, Andraž Friedrich z Pohorja je dosegel 6, Nino Gradišnik z Miklavža pa tudi 5. Leniči tokrat z metom iz avta. Dobro se je sedaj v napad vključil Izak, a še enkrat več so nogometaši Pece hitro prišli do posesti. Obretan na desno stran, kjer je Hovnik. Še vedno Hovnik. Salihovič s prehitro podajo prostor proti Izaku. Aliti proti
Obretanu, še vedno Obretan. Pa s prenosom na levo stran, kjer je Leniči. Prebral je namero Leničija, sedaj Bijol. Bijol spodana, dalje nešel vratnico, ker je Izak strelja mimo vrat. Je sprožil nogometaš Radel. Hitro so to sedaj odigrali gostje. Še enkrat si lahko to situacijo ogledamo po časnem posnetku. Bijol je dobro na drugi vratnici videl tekajočega Izaka, pa je slabo zaključil v koncu akcije. Nov out med tem za Peco. Izvajalec Leniči. Celner, še vedno Celner proti Leničiju. Hovnik je iskal Hercoga. Korbar vrača proti Žigi Kusu, ta do Matica Kusa, ta na desno stran proti Repniku. Še vedno Repnik, Leniči uspešnejši v tem dvoboju od Grešovnika, mirno Gabrovec spodajo proti Vezovniku. Vezovnik na desno stran, kjer je Obretan, ta pa žogo športno pošilja z igrišča, obležal je številko 21 Izak, ki je v prejšnjem dvoboju z Vezovnikom prejel udarec ugležen. Športno je sedaj Salihovič žogo vrnil domačim. Aliti takoj na kratko proti Hovniku. Ta vrača Alitiju. Aliti do Plaznika, ki si je privoščil napako. Aliti jo popravlja. Vezovnik, še vedno Vezovnik, ki je poizkusil z atraktivnim preigravanjem, na koncu neuspešno. Izdal ta Salihovič. Korbar vrača proti Žigi Kusu. Ta pa z visoko podajo v kazenski prostor Pece, kjer je Korošak. Na koncu gol out za domačega vratarja. Znova brez prave nevarnosti za Lopatnega. Ta takoj na kratko do Plaznika. Plaznik spodajo na levo stran, kjer je Obretan. Še vedno Obretan. Lepo Obretan sedaj proti Gabrovcu. Celner, Leniči, znova Celner. Atraktivno, uspešno so to vse skupaj sedaj izpeljali domači nogometaši, na koncu pa nesporazum med Pavličičem in pa Celnerjem. Korbar s prenosom igre na levo stran, kjer je Salihovič. Še vedno Salihovič. Korošak je lepo našel tekajočega Bijola, ta pa si ni uspel ustaviti te podaje Korošaka. Zagotovo obetavna situacija za goste, na kateri bi lahko gradili za nadaljevanje tega obračuna. Aliti med tem znova na kratko proti Plazniku. Pavličič se je ponudil, še vedno Pavličič. Pavličič v preigravanju, dobro je našel Celnerja, ta znova proti Pavličiču. Pavličič spodaja proti Vezovniku, Hovnik, atraktivno Hovnik. Iskal je Gabrovca. Pravočasno z obrambe Aliti, še vedno Aliti, Pavličič. Pavličič sijajna podaja v prostor proti Vezovniku, dovolj hiter je bil Vezovnik na mestu Žiga Kus. Salihovič s povratno podajo, iskal je Grešovnika, še enkrat več uspešnejši domači nogometaši. Pavličič
Bijol proti Repniku, dovolj hiter, sicer Repnik, a kaj dosti s to podajo ni mogel storiti, žoga je zgolj poslal do domačega vratarja, ki le to takoj na kratko pošilja proti Plazniku, znova Celner, Celner do Leničija, Leničij vrača proti Plazniku, še vedno Plaznik v situaciji oziroma pri žogi, Plaznik vrača do Alitija, domači jasno imajo željeno prednost z zadetkom Leničija v 30 minuti, s sjajnim zadetkom je treba izpostaviti. Obretan, pametno vse skupaj s prekrškom ustavil Bijol. Domači so se po tem zadetku nekoliko sprostili, sedaj pričeli tudi s takšnimi kombinatoriko oziroma s kratkimi podajami, s katerimi v velike težave spravljajo obrambo gostov, ki še naprej niso nevarni za vrata Lopatnega. Obretan znova proti Hovniku, ta vrača do Alitija. Korbar na kratko proti Grešovniku, brez prekrška nad Celnarjem. Grešovnik, napaka Grešovnika, a preoster v štartu kapetan Plaznik. Prosti strel bo za Radeljčane izvedel kapetan Žiga Kus. Pravočasno izvrat Lopatni. Vnovič brez kakršnekoli nevarnosti za vrata Pece. Lopatni na kratko proti Alitiju. Ta na desno stran, kjer je Hovnik. Še vedno Hovnik, Celner. Celner proti Vezovniku. Vezovnik vrača do Hovnika, ta pa vse nazaj do Alitija. Aliti, pravočasen še z izbijanjem Aliti. Celner. Še vedno Celner in Korbar v dvoboju. Korbar je pravočasno uspel zaustaviti poizkus proti napada domače ekipe. Iz avta sedaj Hovnik. Spodaja proti Obretanu, še vedno Obretan, ki je znova izsilil avt za domače. Še vedno Obretan, tokrat avt za Radlje. Iz avta Salihovič, Salihovič proti Korošaku, ta je lepo našel Grešovnika, brez prekrška nad Plaznikom. Korbar. Korbar in Leničij v dvoboju, še vedno Leničij, vmešal se Vezovnik. Nekaj močnih, čvrstih dvobojev sedaj na obeh straneh. Salihovič. Salihovič proti Žigi Kusu. Ta na desno stran, kjer je Bijol. Še vedno Bijol, vrača znova do Žige Kusa. Podaja proti Izaku, previsoka za slednjega in znova so Radeljčani hitro zapravili posest in nogometaši Pece lahko še enkrat več povsem mirno pričnejo z organizacijo svojega napada. Leničij. Še vedno Leničij s podajo proti Gabrovcu, manjša napaka Gabrovca, vse skupaj je dobro razrešil Plaznik. Znova Obretan. Še vedno v posesti Obretan. Prekršek je sedaj izsilil Obretan. Veliko težav povzroča ta nogometaš gostom, nikakor ga ne morejo zaustaviti. Prosti strel pa bo izvedel številko 11 Leničij.
Leniči z diagonalno podajo, kjer je iskal Hovnika. Dobro je sedaj Salihovič spustil žogo proti Korošaku, še vedno Korošak. Z visoko podajo, sijajna podaja, sedaj priložnost za Radlje in prekršek 11 metrovka za goste. Sijajno so sedaj ta protinapad izpeljali pri Radljah, na koncu pa prekršek domačih obrambnih nogometašev nad Izakom. Še enkrat več lahko vidimo to situacijo. Sijajno je tukaj Izak sprejel to podajo, Leniči pa je zamudil v tem dvoboju in s prekrškom ustavil Izaka. Izvajalec 11 metrovke, sedaj pa pri gostih številko 19. Bijol in Lopatni v dvoboju. V 44 minuti imajo sedaj Radeljčani praktično iz nič sijajno priložnost, da pridejo do zadetka in izenačenja. Bijol strelja 1-1, 1-1, strelec zadetka Bijol v 44 minuti z 11 metrovke. So prišli gostje do izenačenja, kot že rečeno, praktično iz igre niso bili kaj prida nevarni za vrata Lopatnega. Še enkrat si lahko ogledamo to rutinirano izvedbo najstrožje kazni Bijola. Jasno, sedaj bodo morali domači znova nekoliko resneje napasti vrata Verglesa. Bomo videli, kako bo to vse skupaj vplivalo na nadaljevanje tega obračuna. Jasno, ti zadetki ob koncu polčasov znajo ekipo, ki ga prejme, seveda postaviti v dokaj nezavidljiv položaj. Dobro, Grešovnik, Bijolu se ponuja nekaj prostora, na levi strani je Salihovič povsem sam. Korošak je s povratno podajo iskal Bijola. Korbarin Obretan v dvoboju, Obretan takoj sijajno diagonalno podajo na levo stran, ker je Pavličič. Še vedno Pavličič, dobro pa v obrambi vse skupaj razrešuje številko 13 Repnik. Matickus mirno s prenosom na levo stran do Aplinca. Glavni sodnik pa je med tem odpiskal konec prvega polčasa. Ekipi na odmor odhajata z neodločenim rezultatom 1-1. Prvi zadetek na srečanju so dosegli domači. Ta Eurogol lahko pogledamo še enkrat. S približno 35 metrov je Leniči s sijajnim strelom premagal gostujočega vratarja. Nato pa v 44 minuti izenačenje z 11 metrovke je končnih 1-1 z rutiniranim strelom postavil Bijol. Z moje strani je bilo to, kar se tiče prvega polčasa vse. Hvala za vašo pozornost in se slišimo čez dobrih 10 minut.